dan. Danes pričakujem zelo dolgo razpravo, če bilo po mojem, bi govorili o dejstvih, ampak ker sem tukaj gost, se bom pustil presenetiti. Pričakujem tudi podporo koalicijskih poslancev, ampak do tega bo treba še počakati, ker bo razprava dolga. Hvala lepa. Tisti, ki naj bi puško usmeril v civilista, kako komentirate? No, jaz ne vem, koliko to drži. Zdaj, ali je bil pripadnik Slovenske vojske, kakor jaz vem, oborožencev Slovenske vojske na tistem koncu ni. Lahko se pa kdo predstavljal, kot da je predstavnik Slovenske vojske in je v bistvu zlorabljal ta naziv oziroma pozicijo. In če je do tega prišlo, kakšen je vaš komentar? Ja, če je do tega prišlo, je treba poklicati tistega vojaka na odgovornost, pa se z njim pogovoriti. Zakaj je to naredil? Treba pa potem poslušati tudi tistega človeka, kako je to izgledalo, ker zaenkrat smo slišali samo eno stran zgodbe. Opozicija že govori, oziroma v tej smeri gredo nekatere izjave, da bojo na odgovornost poklicali tudi obrambnega ministra. Kako to komentirate? Ja, zdaj večina opozicije jih boli, ker so izgubili položaj, ker so izgubili denar, ker so izgubili pozicije in bodo klamfali interpelacije za vsakega ministra. Jaz pričakujem, da bo zdaj najprej interpelacija proti gospodu Toninu, potem gospodu Simonitiju, pa naprej po vrsti, dokler ne bo konca mandata. Kakšen bo danes izkupiček te interpelacije? Ja, nič, gospod Počivalšek bo ostal na tem delovnem mestu. Pokazalo se bo, da to, kar očitajo, da je to, kakor pravijo Belokranjci, luk in voda in da vse skupaj nima nobene teže. Se bo pa verjetno razkrilo marsikaj drugega še v kasnejših časih. Tudi kdo je kaj govoril, zakaj je kdo govoril. Lahko pa jaz bi pričakoval tudi kazensko ovadbo proti gospodu Galetu, ki je nepooblaščeno snemal. Torej, pa ste podprli tudi v vaši poslanski skupini? Ja, seveda. Gospoda Počivalška bomo podprli, ja. Hvala. Pravzaprav pričakujem eno zelo dolgo razpravo, polno očitkov, ki smo jih slišali že v uvodnem obrazložitvi interpelacije, na drugi strani seveda podajanje argumentov, kaj se v bistvu v tistem času je dogajalo, na kakšen način podajati z argumenti, odgovarjati na tiste očitke, ki so v interpelaciji podane, in na koncu seveda pričakujem odločitev na osnovi tega, kar bojo pač poslanci odločili o argumentu iz obeh strani. Jaz želim še enkrat poudariti, kar sem že večkrat, da v bistvu gledati na to situacijo iz perspektive današnjega časa ali pa takrat, ko smo se znajdli v izjemno težki situaciji, poslušali številne resnično apele ali pa krike po tem, da naj vendar zagotovimo opremo predvsem za zdravstvene delavce in pa za domove. Jaz mislim, da so bile okoliščine resnično težke. Vkolikor je prihajalo do kakšnih goljufij ali pa prevar, kot že povedano, o tem ne sodijo inštitucije, ki so za to pristojne, torej policija, računsko sodišče in pa ostale, in tam se bo potem tudi pokazalo, ali so bile te ključne napake ali pa prekrški storjeni. Danes naša poslanska skupina se bo seveda odločila na podlagi argumentov, kot že rečeno, predstavljeno so jim bile tudi argumenti strani nas, ki smo takrat v teh postopkih v bistvu bolj posredno sodelovali ali pa jih spremljali. Danes bojo slišali seveda še številne druge argumente in se potem na podlagi tega odločili. Ampak ni vendarle vaša poslanska skupina že napovedala podporo
podpore gospodu Počivalšku? Napovedali smo jo seveda, ampak vendar, danes bo 16 ur razprave, vsi jo bojo poslušali in nimamo nobenih posebnih navodil. Je pa res, da seveda v osnovi predsednika oziroma ministra Počivalška podpiramo. Mogoče še glede incidenta na meji, torej nekako se je izkazalo, da sta bila to dva slovenska vojaka. Kaj menite glede tega? Jaz mislim, da na se pravi na vse postopke in pa tudi na to, kar se je včeraj pokazalo kot dejstvo, bo odgovoril minister Tonin, to ni moja pristojnost in seveda bojo tudi odgovorni za to sprejemali potem odgovornost skladno s tem, kar je preiskava ugotovila. Gospod Šarec, komentar mogoče vodoma na ta incident. Zdaj se je vendarle izkazalo, da naj bi bila vpletena dva slovenska vojaka. Kakšen je vaš odziv? Ja, glede na to, da so najprej trdili, da tega ni bilo, da je to lažna novica, je zdaj to nekoliko presenečenje, ne? Glede na to, da je to kršenje vseh norm spet, to, da je vojak sploh uperil orožje v civilista, je nezaslišano in si ne predstavljam, kaj bi obrambni minister počel, če ne bi bil obrambni minister in če bi bil obrambni minister nekdo drug. Spomnimo se, ko je interpeliral gospoda Webra, ko je interpeliral gospoda Erjavca in za kakšne stvari je šlo takrat. Se pravi, gospodu Erjavcu je očital celo, da so mu Hrvatje podarili vikend za to, da je delal z njimi in tako naprej. Tukaj se je pa zgodil poseg v civilno sfero strani vojaka, pa ministra skrbi, da če bi za vsako stvar odgovarjal, da bi zmanjkalo ministrov. Tako da je to zelo zaskrbljujoč incident. Poleg tega vojska nikoli nima pooblastila sama ukrepati ali celo uperjati orožja. Vedno mora biti prisotna policija, tako da to ne drži, da je vojak lahko kar sam patroliral in strašil civiliste. Pravite na to, da se samo ta en dan preverjal, ne bi bilo logično, da se malo širše preverja zgodba? Seveda, treba bi bilo preveriti vsaj kakšen dan prej, kakšen dan kasneje, ker če je civilist trdil, da se je ta incident zgodil, ne moreš kar reči, da je to lažna novica in da tega ni bilo. No, zdaj smo zvedeli po enem mesecu, to je podobno kot smo takrat izvedeli, da je voznik tovornjaka z maskami še na carini v Sežani, ki vemo, da sploh ne obstaja, ker carine več ni. In to je podobna zgodba, tako da so dejanja ministra Tonina bodi si, da je vedel, pa ni ukrepal, bodi si, da ni vedel. Skratka, oboje je zaskrbljujoče in saj pravim, ne predstavljam si, kaj bi vse on počel, če bi bil kdo drug na tem mestu. In to smo že tudi videli v preteklosti. Zdaj ga pa seveda nič ne skrbi in je vse v redu. Ampak kaj boste ravnali? Pričakujete odgovornost, da se sprožili vi? No, najprej seveda smo veseli, da je kriminalistična služba ugotovila, kar je ugotovila, ker drugače bi še naprej trdili, da ni bilo nič. Potem pa pričakujem, da bo ministrstvo tudi ukrepalo in da bo tudi minister odgovarjal za tisto, kar je trdil. Se pravi, tako kot je trdil takrat za maske, da je tovornjak izginil, pa se je potem izkazalo, da tega tovornjaka sploh ni bilo, tako je tukaj trdil, da dogodka ni bilo, pa se je zdaj izkazalo, da je bil. Skratka, ni na nas zdaj, da kakorkoli ukrepamo. Ukrepati mora minister Tonin, če bo pa nadaljeval s takšno prakso, kot nadaljuje celotna vlada, saj vemo, da ima celotna vlada takšne prakse, potem bo pa opozicija morala poseči tudi po kakšnem drugem inštitutu. Interpelacijo? Seveda. Dobro, torej, če se lahko bolj konkretni glede gospoda Tonina, glede tega zadnjega, kar ste rekli, v kakšnem primeru boste zahtevali oziroma vložili interpelacijo? Jaz nimam biti kaj konkreten. Konkreten mora biti minister Tonin in povedati, kaj se je dejansko dogajalo. Ker namreč to, da je vojak uperil orožje v civilista, civilist je podal prijavo in se je en mesec trdilo, da se dogodek ni zgodil, se je pač
zadeva manipulirala. Zdaj se je izkazalo, da je civilist imel prav in če se bo še naprej tudi v nadaljni preiskavi, čeprav to, da zdaj obveščevalno-varnostna služba preiskuje ta dogodek, pravzaprav se bo preiskovalo znotraj ministrstva samega, tako da bomo videli, kakšni bodo izsledki. Okay, a lahko še na interpelacijo, ki je v državnem zboru. Torej, mogoče vaš komentar, slišali smo Počivalškovo stran, vašo stran. Ja, naša stran je takšna, kot je, se pravi tako, kot se je dogajalo, in izvedeli smo tudi to, da je bilo ventilatorjev pravzaprav preko 400. Ne? In gospa Jelka Godec je vztrajno trdila in citirala ministra Počivalška, da smo bili na nič ventilatorjev. Med nič in preko 400 je pa velika razlika. Gospod Počivalšek je pa seveda skušal zaigrati na čustvene strune, dobro so ga pripravili tisti, ki so mu PR-ovsko svetovali, in je spet ponovil svojo zgodbo, kako so reševali življenja, kako je bila epidemija, kako je bilo pač vse tako, da je bilo treba tako kupovati, vendar javnost tega ne kupi več. Potem tudi to, da je spet napadel gospoda Galeta v znani maniri. Gospod Gale je pač povedal tisto, kar se je dogajalo, in zdaj diskreditirati njega na vsak način in s tem braniti sebe pač ni uspešna taktika. Tako da mi mu še vedno ne verjamemo, prav tako pa verjetno tudi ne javnost. Saj smo dali številke ventilatorjev, koliko jih je dejansko bilo, koliko jih je imel samo UKC Ljubljana, in že to zavajanje, da je zaradi tega bilo treba kupovati to opremo, pove vse. Hvala lepa. Incidentno se je izkazalo, da naj bi vendarle šlo za dva slovenska vojaka. Priznam, da podrobnosti ne poznam, gotovo bo pa vse podrobnosti razložil minister za obrambo, magister Matej Tonin. V opoziciji kljub tem še ne povsem uradnim informacijam že namigujejo na odgovornost gospoda Tonina. Kaj vi menite, je to kakšen prekršek, bi rekli? Ta opozicija je zanimiva, nima pravzaprav nobenih resnih predlogov za izboljšanje življenja v tej državi. In če opozicija zdaj že namiguje na odgovornost Tonina na podlagi neuradnih informacij, je to že slab znak za opozicijo. Mogoče še kaj pričakujete danes? Danes pričakujem, da bo najprej dolga seja, napovedanih je dobrih 16 ur, in pričakujem, da bo jutri Zdravko Počivalšek še naprej minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predlagateljev. Vidi se, da je pri predlagateljih problem nekje druge, sploh ne pri nabavi zaščitne opreme. Predvsem so že pozabili, v kakšnih okoliščinah se je ta oprema nabavljala. Gre v bistvu za to, da mora Zdravko Počivalšek plačati kazen, ki mu jo je spisal Marjan Šarec, zato ker mu ni sledil, da bi šel SMC skupaj z LMŠ na volitve. A si predstavljate, da bi v času najhujše epidemije imeli volilno kampanjo? Hvala, lep dan. Odločitev za nabave prek posrednikov je bila odločitev za provizije. Edina bolj debela stvar, kakor provizije, so laži ministra Počivalška, s katerimi jih brani, in na tej osnovi bi morala interpelacija danes uspeti, minister Počivalšek pa svoj položaj zapustiti, slediti pa bi mu morala celotna vlada. Primer nabave zaščitne opreme zelo jasno kaže, kako vlada razume državo kot plen. In na način plena z njo tudi dela, tako kar se tiče vojnega dobičkarstva, kot kar se tiče nameščanja svojih ljudi na
institucije, ki lahko to vojno dobičkarstvo preiskujejo. Zato v tem trenutku niti ne moremo povedati, koliko milijonov smo na posrednih nabavah, na provizijah zares izgubili, čeprav bi to številko morali imeti. Vemo pa tudi, da je za vlado šele prve 3 mesece njenega mandata in da kaj vse šele prihaja. Konkretno pri ministru Počivalšku imamo tu apetite po turističnemu holdingu za to, da si gospod Počivalšek tam osnuje fevd, v katerega se lahko zateče po zaključku svoje politične kariere in državni proračun molze dalje. S to politiko lahko presekamo danes podporo interpelaciji, ki smo jo predložili v opoziciji, pa seveda s tem, da se odpravimo na predčasne volitve. Če menite, da je vaš stav, da se vlada naredila, da se je bolj izkazala v tem času, lahko poveste, kaj je naredila, recimo v času, poleg tega, kar trdite, pač poleg nabave? Mislim, da to sicer ni vprašanje, ampak lahko se takoj ozremo v domove za starejše občane, kjer se je vlada namensko odločila, da bo ljudi puščala v domovih za starejše, kljub temu, da so bili ne le okuženi, ampak so izkazovali tudi simptome bolezni, sočasno pa je bila 2/3 celo na višku epidemije bolnišničnih kapacitet na voljo. Marsikatera druga država se je odločila za bolnišnično zdravljenje, na ta način rešilo kakšno izmed življenj njihovih starostnikov, enako bi morali postopati tudi v Sloveniji. To je recimo en tak primer, ampak danes imamo na tnalu ministra Počivalška kot glavnega vladnega političnega operatorja, ki je poskrbel za to, da se slovenski javni denar, proračunski denar pretaplja v provizije. Nabave, ki so se zgodile, se niso zgodile zato, ker je bilo potrebno slovensko prebivalstvo zaščititi pred epidemijo koronavirusa, ampak je bila prva motivacija in prvi cilj teh nabav provizije. Provizije za izbrane dobavitelje, povezani s temi ali onimi koalicijskimi strankami. Lahko pa rečemo tudi, to je menda jasno zdaj že vsakomur, da ni šlo za Rambo akcijo ministra Počivalška ali njegove stranke, ampak da je šlo za zavestno strategijo organiziran kriminal, pri kateremu je deležila celotna vlada. Gospod Kordež, ampak glede DSO-jev, to je stroka, vodilni v zdravstvu, so to ostro zavrnili in tudi obsodili takšna poročanja, takšne izjave strani opozicije. Kako odgovarjate? To ne drži čisto, glede na to, da se je skupnost socialno-varstvenih zavodov in vseh deležnikov, vključno sindikati, ki delujejo v domovih za starejše občane, v skrbstvu starejših, tudi angažirana civilna družba, kot je denimo Srebrna nit, na to temo zelo jasno izrekla in ni se izrekla že sedaj. Izrekla se je že nekaj mesecev nazaj. Na to temo smo v Levici tudi sklicali sejo pristojnega delovnega telesa v državnem zboru in vladi predlagali, da svojo strategijo spremeni, da potem, ko se je epidemija začela umirjati, ko se je pokazalo, da proste kapacitete v bolnišnicah so, da se tiste starostnike, ki so najbolj ogroženi in izpostavljeni in ki izkazujejo simptome COVID-19, premesti tudi v primerno bolnišnično oskrbo povsod, kjer le gre. Torej, izkazalo se je, da sta na meji bila dejansko 2 slovenska vojaka, da sta uperila puško v 2 civilista, torej kako vi to zdaj komentirate, kaj pričakujete? Ja, zdaj ena od temeljnih pridobitev sodobne države je ta, da je vojska nekaj, kar ima neko svojo posebno vlogo in ni tam zato, da nekoga na meji ustavi, ga potisne na kolena in mu meri puško v glavo. In to je z tega vidika je razumljivo, da je seveda gospod Tonin skušal to zakriti, gre za nek velik mednarodni incident brez primere, ki je seveda vreden vsega obsojanja in tudi mislim, da tehta neko določeno mero odgovornosti strani ministra. To je pravzaprav v resnici tudi simptom te vlade kot celote, to, da se skuša vojski podeliti policijska pooblastila in ostali pritiski, ki ga vidimo na področju represije strani te vlade, so bili jasno izpričani že od samega začetka in ravno ta incident kaže na to, zakaj takšnih pooblastil vojska ne sme imeti. Iz tega vidika je gospod Tonin zavajal ves ta čas, jasno je, da ne glede na to, kako je preiskava potekala, je že od prvi dan skušal to stvar zakriti, pomesti pod preprogo. Zdaj v teh dnevih ugotavljamo, da v bistvu so bili tam vojaki, so bili to slovenski vojaki, so legitimirali neupravičeno slovenskega in italijanskega državljana hkrati in
prekomerno posegli v pooblastila, ki jih sicer imajo, seveda s tem tudi kršili zakon. Jaz mislim, da minister Tonin je tle odgovoren je vsaj za to, da pač tej stvari ni prišel do dna, ni jasno naslovil že v prvih dneh, ko je to prišlo v javnost. Tako da iz tega vidika je minister odgovoren in bi seveda tudi moral odgovarjati na tak način, da bi kot recimo v drugih državah odstopil zaradi takšne stvari. Torej, če ne bo, najverjetneje ne bo, ne? Ja, seveda je iluzorno pričakovati, da bi to ta vladna garnitura storila samo od sebe. V Levici bomo vsekakor počakali na to, kakšni bodo izsledki, predvsem policijske pa tudi preiskave strani Ministrstva za obrambo, bomo pa uporabili vsa orodja, ki jih imamo v parlamentu, zato da prijemo stvari doma. Torej, lahko pričakujemo tudi interpelacijo gospoda Tonina, če ne bo sam odstopil glede na izsledke? Kot rečeno, korak po koraku bomo najprej videli, kaj bodo dejanski izsledki, tudi katere bodo novi podatki, ki bodo prišli na srečo s pomočjo medijev na dan. Potem pa se bomo odločili, katera orožja vsa uporabiti v tem primeru. Katera pa imate na voljo? Kot rečeno, imamo več možnosti, seveda so tudi to delovna telesa v Državnem zboru, ki lahko to stvar naslovijo, končna instanca pa je gotovo tudi interpelacija. Lahko poveste, teče dve interpelacije in če predlagatelj opozicija vlada, da ste šli konkretni dokazi za to očitate? Ministru Počivalšku? Jaz mislim, da dokazi so več kot... dokazi so javno bili objavljeni, mislim, da zdaj tudi z zadnjim razkritjem tudi portala Necenzurirano, se pravi nabavah, ki so bile praktično nekaj dni pred epidemijo še izvedene, je jasen dokaz, da gre za zelo politično motivirano in organiziran način, kako izkoristiti javne finance za koristoljublje, bodisi tisti, ki so te nabave naročili, ali pa tudi tisti, ki so jih dobavljali, tako da tu, bom rekel, interpelacija, ki je opozicija vložila, stoji, mislim, da ima vse trdne temelje za te očitke, vidimo pa, da pač vrana vrani ne izključujoči in bo koalicija seveda trdno stala ob ministru, je pa to, še enkrat poudarjam, problem celotne vlade, se pravi to, da jemlje državo kot en velik bankomat za lastne profite in lastne koristi. Spoštovani, dober dan. Dejstvo je, očitno je, da se je na meji nekaj dogajalo. Mi smo v poslanski skupini Socialnih demokratov v zadnjih tednih prejemali razne informacije, kaj se je tam dogajalo, ampak vkolikor bo poročilo samo pritrdilo medijskim zapisom, potem je moč razumeti, da je problem večplasten. Mi smo želeli na ta incident se odzvati za vprašanji, tako kot veste, tudi sam sem bil deležen, bom rekel, preprečitve postavljanja vprašanja na sami seji, to je ta znani dogodek z gospodom Tankom, ko sem želel povprašati o tej vsebini, kaj se je dogajalo dejansko tam na meji. Seveda, tudi v vlogi predsednika Komisije za nadzor obveščevalnih varnostnih služb bomo, ko bo čas, ko bomo dejansko dobili vse uradne relevantne podatke, potem tudi temu primerno ukrepali. Ampak dovoliti moramo predvsem v temu primeru pristojnim službam, da opravijo svoje delo in da dejansko tudi za uradnim poročilom kot uradne osebe, da bomo seznanjeni z dejstvi. V Socialnih demokratih seveda pozorno spremljamo dogajanje tudi okrog aktivacije 37. člena in žal je prav ta incident razgalil vse slabosti, bom rekel, prisotnosti samo vojske na mejah. Torej, spoštovani, bom zaključil s tem, da sem vam na razpolago s kakršnemkoli vprašanjem, v upanju, da se bodo zadeve razjasnile. Sam, vkolikor bo prišlo do razjasnitve, bi videl tudi v iskanju nekaj pozitivnega, tudi nekaj pozitivnega, in to je, da vkolikor bo poročilo potrdilo dogodkom, ki so se očitno odvili, bi lahko rekli, da imamo tudi delujoči notranji nadzor, ampak počakajmo, da se slika nekoliko razjasni.
Torej lahko, ko bo poročilo pod črto, pričakujemo, da bo se kot predsednik KNOVS sprožili preiskavo, nadzor nad obveščevalnimi službami. To je naša dolžnost. Naša dolžnost ni, da se dejansko vtikamo v samo preiskavo. Naša dolžnost je pa sam nadzor nad to preiskavo. Zanimalo nas bo, kako je bila izpeljana prva preiskava, ko govorimo o 8. maju, ki je dala negativen odgovor, ter seveda kako se namerava OVS lotiti tega drugega primera. Za vprašanjem, ali resnično se ob takih incidentih lahko tako odgovorna služba fokusira samo na en datum, ampak pustimo vprašanjem za čas, ko bo čas za odgovore. Drugi vaši opozicijski partnerji govorijo o odgovornosti ministra Tonina, menite tako tudi vi? Počakajmo na dejstva. Gotovo je minister Tonin v želji, da bi se raziskalo ta dogodek in v želji, da v ta dogodek ni bila udeležena vojska, želel čim prej javnosti izpostaviti dejstva, ki so se pa izkazala vsaj, da niso bila celostna ali pa celovita. Torej celostno preiskana. Tako. A lahko še na interpelacijo mogoče, torej kaj danes pričakujete, kako se bo vse skupaj odvijalo? Tako kot vidite, dnevno se odpirajo nova vprašanja. Pri tej interpelaciji govorimo o nabavi zaščitne opreme. Naše stališče je jasno. Ne glede na to, da smo bili v času krize kot družba vpeti v izjemne okoliščine, ocenjujemo, da to ni razlog, da bi kdorkoli se v tem položaju okoriščal česarkoli. Preveč je odprtih vprašanj. Želeli bi si, da bi sam minister razumel odgovornost, ki jo ima pri takšnem početju in odstopil sam. Žal se pa bojim, da je politična konstelacija v Državnem zboru takšna, da odobrava in pritrjuje takšnemu početju. Hvala lepa. Denarja je bilo preplačanega, preveč porabljenega, ampak pravzaprav ta razprava danes, interpelacija uspela ne bo, to je več kot jasno. Tako da v stranki SAB smo pravzaprav razočarani, da nas tudi opozicija ni podprla, ko smo v prvem protikorona zakonu predlagali, da je treba izvajati parlamentarni nadzor, preden pride do porabe denarja. Skratka, že tekom razpisov bi lahko spremljali stvari in takrat preprečili napačno porabo javnega denarja. Danes je denar porabljen, tega ne bo nihče vrnil, sprav se pogovarjamo samo o politični odgovornosti. Mi pričakujemo jasne odgovore, kaj, zakaj, kje in zakaj je denar končal, kot je končal. V bistvu nekih jasnih dokazov, da je bilo nekaj narobe s to nabavo, oziroma konkretnih, da je bilo nekaj nezakonitega, ni. Ja, naloga ministra Počivalška je, da seveda dokaže, da ni bilo nič narobe. Dejstvo pa je, da so se te nabave dogajale na Zavodu za blagovne rezerve. Minister Počivalšek ni podpisan pod niti eno pogodbo. Jaz vsakič spomnim še na eno afero, ki jo je zakuhal Zavod za blagovne rezerve, to je nabava ograje. Tudi za tisto ni nikoli nihče odgovarjal, pa je tudi tam šlo za preplačilo nekaj milijonov evrov, tudi s tistim se ukvarja policija in državno tožilstvo, tako da očitno na tem zavodu več stvari, bom rekla, gre narobe. In kaj, če danes ne bo? Bomo pač interpelacijo podprli, tako kot smo se podpisali pod njo. Pa še glede incidenta na meji, tudi zdaj se je nekako izkazalo, da sta bila dva slovenska vojaka, ki sta nekako se usmerila orožje dva civilista. Kaj zdaj pričakujete? Veliko se govori glede odgovornosti ministra za obrambo, kaj vi menite? Zdaj, kot vemo, v stranki SAB končnega poročila še ni. Jaz mislim, da je treba počakati na končno poročilo. Absolutno pa vojaki z orožjem v naši državi, dokler smo v miru, nimajo kaj iskati oziroma delati. Tako da dejstvo je, da če se izkaže to kot resnično, ampak pravim, je treba počakati, da se stvari dokončno raziščejo, bo nekdo za to moral prevzeti odgovornost. Absolutno. Za nas je pač nesprejemljivo,
da se v nasprotju z zakonom vojaki sprehajajo ob meji in celo uporabljajo orožje. Pa vendar minister Tonin pravi, da če bi on bil odgovoren, oziroma če bi vsi bili odgovorni za to, kar posamezniki naredijo, ne bi imeli več ministrov. Ja, to pravi danes, včasih je govoril drugače. Res pa je, da imamo tudi zgodbe, bom rekla, na primer, gospe Pivčeve, neraziskana zgodba, kaj se je dogajalo na projektu SRIPT. Takrat predsednik vlade ni nekako bil tako odločen, kot je danes. Hvala.